Je cherche trop, je cherche trop. Je cherche, je trouve. Ali umetna inteligenca deluje v naš prid? UI je povsod okrog nas. Postavlja vprašanja, ki se navezujejo na družbo, demokracijo, etiko in politiko. Zakaj oziroma za koga opravlja to delo? Kdo nadzira koga? Kakšno vlogo ji bomo določili? Na kratko, v kakšni družbi želimo živeti? Pri raziskovanju umetne inteligence je najzanimivejše to, da nam pomaga bolje razumeti, kako deluje človeška inteligenca. Raziskovanje tehnologij UI nas prav tako sili k razmisleku o tem, kaj pomeni biti človek, biti državljan, biti del družbe. To je pomembna tema, ki si zasluži vašo pozornost. Bomo o njej razmislili skupaj. Čustva in ustvarjalnost. Najprej se vprašajmo o odnosu med človekom in strojem. Pri simulaciji človeške inteligence skuša UI posnemati kognitivne funkcije ljudi. Mišljenje, motorika, jezik in vid, ampak to še ni vse. Med kognitivne funkcije sodi tudi ustvarjalnost. Medtem ko vam takole razlagam, UI ustvarja glasbo, knjige, filmske scenarije, slike in celo pice. Rezultati so lahko izjemni. No, za pico tega še ne morem reči, ker je še nisem pokusil. Ali to pomeni, da je UI ustvarjalna? Reči moram, da smo še daleč od Hergeja ali Beatlov. Umetna inteligenca, ki jo imamo trenutno, ne zna izumljati, zna pa posnemati. Kot pravi Albertine Mounier, digitalna umetnica, ki material črpa iz spleta, UI je samo orodje, ki pa ponuja neskončno število priložnosti, novih oblik in možnosti, na katere sami ne bi pomislili. Imajo stroji čustva. Stroji se lahko na videz obnašajo kot ljudje. Na področju zaznavanja človeških čustev in odzivanja v skladu z določenim čustvom je bil storjen velik napredek. Ampak, kot pravi Laurence de Villiers, vodja raziskav pri LIMSI CNRS, stroji ničesar ne čutijo. Stroji simulirajo. Ljudi pa lahko prepričamo, da čutijo. Recimo z uporabo senzorjev. Če se dotaknete senzorja, je zaznan signal in stroj se odzove. V resnici sploh ni treba, da se program nahaja v robotu. Prevzame nas lahko že samo glas. Samo poglejte, kako na nas vplivajo glasovni ukazi, na primer navigacije. Po 300 metrih zavite desna. Pri tem ne smemo zanemariti človeške nagnjenosti k antropomorfizmu, ki ima pomemben vpliv na nas. Če si že postavljamo vsa ta vprašanja, se moramo spraševati tudi o odnosu, ki ga bomo imeli s temi stroji in seveda o tem, kje bo njihovo mesto. Pripomočki za sprejemanje odločitev? Algoritmi umetne inteligence namesto nas ne upravljajo le mehanskih opravil. Na več področjih se uporabljajo kot orodja za podporo pri sprejemanju odločitev. Na primer na področju transporta, bančništva, zavarovalništva in varnosti. Eno zanimivejših področij je medicina. Na primer, algoritmi lahko z analizo rentgenske slike pomagajo diagnosticirati tumorje. V prihodnosti bi algoritmi lahko diagnosticirali vnetje slepiča ali predvideli lokacijo tumorja, še preden bi bil viden na sliki. To je res neverjetno. Genialno! Ja, ampak le, če bodo šle stvari po načrtu. Algoritmi so lahko pomanjkljivi. Če priporočajo samo, katero zobno ščetko naj kupimo, posledice ne bodo usodne. Kaj pa, ko gre za odločitve povezane z osebnim življenjem? Na primer zdravstvene ali pravne odločitve. Saj vendar ne bomo rekli, gospod sodnik, nič nisem imel pri tem, stroj se je odločil. Ne, ključnega pomena je, da imamo pojasnilo oziroma utemeljitev za izbrana priporočila oziroma odločitve, ki smo jih sprejeli. Saj to je bistvo pojasnljivosti, metoda, ki je danes vse bolj priljubljena, učenje globokih nevronskih mrež oziroma globoko učenje deluje podobno kot črna škatla. Ne moremo zares pojasniti, kako se nevronska mreža dokoplje do rezultata, vsaj ne tako, da bi bilo razumljivo človeškim bitjem. Da bi lahko te sisteme bolje razumeli, raziskovalci opravljajo raziskave. Na tem področju je prišlo do velikega napredka. Alexej Greenbaum, filozof znanosti pri CERN-u in fizik pri CEA, pojasnjuje, da je sistem treba zasnovati tako, da bo vedno obstajala možnost, da se dokopljamo do vzročne verige, ki je stroj spodbudila h kateremukoli dejanju ali odločitvi. Če recimo vzpostavimo nov, drugi sistem za učenje, ki pojasni, kaj počne prvi sistem, dobimo prvi vpogled v dogajanje v tem sistemu. Učinek črne škatle zakriva izvor predsodkov. Predsodki izvirajo iz podatkov, uporabljenih za učenje programa, vendar jih je težko analizirati naknadno. Program za učenje potrebuje ogromne količine podatkov. Pravijo, da stroj hitro razume, vendar zato potrebuje ogromno pojasnil. Če nimamo dovolj podatkov, če niso dovolj raznoliki ali niso ustrezno opisani, lahko dobimo slabe rezultate. Če algoritem naučimo, kako na fotografiji prepoznati ovco,
in mu pokažemo samo slike črnih ovc, ne bo znal prepoznati belih ovc. Potem pa pravijo, da je UI rasistična. Podatki so v resnici pristranski zaradi naših stereotipov. Stroj, ki ga učimo s pristranskimi podatki, ponavlja iste predsodke, ne da bi jih sploh razumel. Raziskava, objavljena leta 2017 v reviji Science, je pokazala, da je jezik poln predsodkov. Moške slovnične oblike so veliko pogosteje povezane z izrazi za vodilne položaje, zlasti na področjih znanosti in inženirstva. Ženske slovnične oblike pa so pogosteje povezane z asistentskimi položaji na področjih umetnosti in humanistike. Podobno afroameriška imena vodijo do neustreznih zaključkov. Torej, če ne boste pozorni, bo UI v postopku izbire kandidata za delovno mesto inženirja življenjepis temnopolte osebe ženskega spola uvrstila na dno seznama. Sergej Abiteboul, raziskovalec na oddelku za računalništvo na École Normale Supérieure, nam je opisal nenavaden eksperiment, ki so ga izvedli v Izraelu. Ugotovili so, da je verjetnost oprostitve na sodišču večja v času po kosilu kot pa pred njim. To me je spodbudilo k razmisleku o tem, kakšna so moja lastna merila odločanja. Na srečo so pri tem pomembni tudi drugi dejavniki, ne pa zgolj to, kako siti ali lačni so sodniki. V vsakem primeru lahko rečemo, da UI vedno posnema isto vedenje, pri čemer izhaja iz podatkov, ki jih dobi. Prav iz tega izhajata pomembnost podatkov in motiviranost tistih, ki razvijajo takšne stroje. Vprašanje demokratičnosti. To je večno vprašanje, kako ravnati z določenim orodjem. Seveda so ljudje tisti, ki določajo namen programske opreme. Z ljudmi lahko o tem razpravljamo, no, v bistvu moramo razpravljati. In niso vsi človekoljubi. Tudi če imaš najboljše namene na svetu, se postavlja vprašanje, kdo bi moral odločati. Serge Abiteboul svari, da ne smejo biti informatiki tisti, ki odločajo o tem, kako razviti algoritem, ki nato odloča o usodi študentov. Podobno kot Google ne bi smel odločati o odstranitvi spletnih strani s skrajnimi vsebinami ali dezinformacijami, lažnimi novicami. Digitalni svet se razvija neznansko hitro. Še vedno je v fazi divjega zahoda. Povsod se dogajajo krivice, država pa dogajanja ne razume dovolj dobro, da bi lahko sprejemala potrebne zakone in državljani so izgubljeni. Veliko raziskovalcev si je enotnih, da nam lahko stroji pomagajo pri sprejemanju odločitev, tako da nam ponudijo ideje in rešitve. Vseeno pa smo ljudje tisti, ki moramo odločiti, katera pravila naj upošteva stroj, in če se pojavi dvom, moramo ljudje sprejeti končno odločitev. Kaj naj torej počnemo medtem, ko čakamo na šerifa? Trkamo na vest ustvarjalcev algoritmov, oblikujemo etična pravila. Državljanom dajemo možnost, da se odzovejo, če je to potrebno. Prav to počnemo. Ja, Teo, res je. Korak za korakom. Kakorkoli že, upam, da ti to skromno delo, ki so ga v celoti opravili ljudje, pomaga razjasniti pogled na celotno zadevo. Na vseh nas je, da sprejmemo umetno inteligenco in se domislimo novih načinov njene uporabe, ter si tako olajšamo življenje, ga popestrimo ali preprosto polepšamo.